V takih kriznih obdobjih moramo odreagirati na način, da s pogumom, tudi z malce tveganja, ustvarimo nekaj za našo prihodnost. In da je ravno obratno, prav to pravi čas, da naredimo ta korak. Pozdravljena, Tinkara, prav posebna gostja danes. Hvala za tvojo udeležbo. Hvala, da si se odzvala našemu povabilu. Prišla si iz Krasa, eno lepo pot si naredila do nas tukaj do Ljubljane. Zahvalil bi se ob tej priložnosti za ves tvoj doprinos, tudi, ki si ga skozi svojo glasbeno kariero dala nam, Slovencem, naši prelepi deželici. Uspešnic je res že ogromno. Veter z juga, spet Sakori. Danes sem jo poslušal, ko sem se pel v pisarno, res ena lepa pesem, ki seže do srca. Sicer mislim, da pomeni srcolomec. Ampak čestitam za naglas, pravilno si naglasil. Ponovadi obratno naglasil. Ok, tako kot sem te slišal, da zapoješ. Ja, mislim, res se pesmi dotaknejo srca, verjetno tudi prihajajo od tam. Lepo pozdravljen tudi ti, Izi, in tvoja posadka. Hvala tudi vam za povabilo v vašo družbo. Hvala za to, da ste mi pokazali v teh nekaj priložnostih za druženje, ki smo jih imeli v zadnjem času, da je lahko tudi podjetje, ki lahko navzven izgleda zelo strogo in zelo togo, prijazno, nasmejano in uporabnikom zelo blizu. Tako da hvala za povabilo, z veseljem s tabo spregovorim nekaj o svoji glasbeni poti. Hvala tudi za to, da si povedal, da vas razveseljujem, in se bom potrudila, da vas in tudi se še naprej. Zdaj prav čez par tednov bo že 26 let, odkar sem zapela svojo prvo pesem in odkar se je začela moja glasbena pot s pesmijo Veter z juga. Tudi meni je priljubljena pesem. Bi se pa usmeril tudi na nov projekt, oziroma če malo poveš, čem se ukvarjaš v zadnjem obdobju. Ja. Slišal sem, da delaš na enem res zanimivem, vrhunskem, širokem projektu. Ja, tako je. Jaz verjamem, da glasba v preteklosti, prav v tistih zlatih časih, mogoče celo v 60 letih, še bolj kot kasneje, ko sem se jaz šele rodila, je bila namenjena za to, da spreminja svet. In je to tudi kdaj uspelo. V današnjem času ne verjamem, da je tako. Mislim, da zelo težko spreminjamo svet, glasbeniki, umetniki, smo kdaj tudi lahko utišani. Verjamem pa, da lahko glasba vpliva na posameznike in da njim spreminja njihov mikrosvet, kar je pa tudi zelo veliko in kar je tudi zelo vredno. In jaz v to verjamem. In zato sem se v lanskem letu odločila svojo prijateljico, kolegico Alenko Žumbar Klopčič, ki deluje ene večje mednarodne korporacije za trajnostni razvoj Slovenije, pa tudi drugih evropskih držav, da vsem tistim, ki v Ukrajini v tem letu doživljajo pekel, ponudimo upanje in povemo, da smo z njimi, in da opozorimo, da je Ukrajina neizmeren vir umetnosti, kulture, pa tudi naravnih kulturnih vrednot in naravne kulturne dediščine. In da jasno in glasno povemo: vojna, stop! To je nedopustno v tem času. In tako sem se spomnila, da vzamem eno ukrajinsko tradicionalno skladbo, ki sega celo v poganske čase. To zagotovo čisto ne vemo kdaj, ker takrat še ni bilo zapisov, ampak vemo pa, da je to tradicionalna pesem, ki so jo oni vedno peli in jo še pojejo ob njihovem ukrajinskem pravoslavnem prazniku, ki zaznamuje zaključek oziroma začetek novega leta. In to je skladba Ščedrik, ki smo jo prevedli v 12 različnih jezikov in sem imela potem 15 različnih glasbenikov iz različnih držav, od Grčije do celo
delov Afrike, Zelenortskih otokov, Marija Lucija, potem 2 posebna glasbena gosta, Piero Mazzochetti in en največjih italijanskih rockerskih kitaristov, Gigo Renculli od skupine Litfiba, pa potem Poljska, pa predstavnik romske skupnosti, pa otroci iz Madžarske in seveda tudi otroški ukrajinski zbor, ki je prav za to priložnost odpel zame prvo kitico. In tako smo posneli video, vsak se je posnel doma, to sem jaz sestavila v kolaž in izdali smo to prav na zaključek njihovih praznovanj ob novem letu, tam nekje na sredini januarja, in sem prav ponosna na ta projekt, tudi zato, ker dobivam vsak dan kakšno lepo sporočilo tudi iz Ukrajine. In eno lepših sporočil je bilo, ko mi je napisal fant, za katerega sem opazila, da je tudi glasbenik, da 14 ur ni imel luči in elektrike, zato ker zraven njegovega doma bombardirajo, ampak ko je videl in slišal pesem, je posvetila luč. Torej, v najtežjih časih tudi pesem nam poradosti srce. Absolutno, ja. Lepo. Ščedrik, kaj pravzaprav pomeni v samem prevodu v slovenščino? Ja. Torej, ščedrik pomeni kolednica. Dobeseden prevod v slovenščino bi bilo to koledovanje, ampak ima še več pomenov kot to, da si na novega leta dan zaželimo blaginjo, bogastvo. Neko radodarnost. Tako, da smo radodarni do drugih, da si izmenjujemo v bistvu darila, da se združujemo in rezultat tega je povezovanje in posledično da imamo več, da nimamo manj. Ne? Okay. Lepo. Bi se pa mogoče kar navezal tudi na to, kar mi počnemo, če smo že pri besedi radodarnost. Kot podjetje Incrementum delujemo namreč že 5. leto na področju novih tehnologij, investiranje v nove tehnologije, govorimo o kriptotrgu, tukaj pomagamo Slovencem in pa tudi že širše po Evropi investirati na en varen in enostaven način v kriptotrg, v sodobne tehnologije. V tem času je bil trg v zadnjih dobrih 4 letih zelo radodaren, kljub temu, da je kar poskočen. Pridelal je nam in našim strankam preko 700% donosa, tako da tukaj smo kar veliko dali našim strankam, ki so nam zaupale. Kako, Tinkara, ti sama gledaš kot glasbenica, kot ustvarjalka na nove tehnologije? Kako gledaš, kako jih sama bi znala izkoristiti oziroma tudi kot vlagateljica v nove tehnologije? Ja, moja izkušnja tukaj v Sloveniji je, da kdaj v preteklosti smo Slovenci na področju tehnologije v povezavi z glasbo tudi zamudili kakšen vlak, žal, ker smo bili prepočasni, ker nismo bili dovolj pogumni, da bi tvegali, da bi poizkušali nove stvari in da bi sledili temu načelu, da svet se spreminja, in zaradi tega je to za nas priložnost, da se z njim spreminjamo tudi mi. Ampak verjamem, ko obstajajo taka podjetja, ko je vaše, in predvsem meni je zelo pomembna ta vrednota, da je podjetje, s katerim sodelujem, pa govorim tudi za druge izdelke, ki jih kupujem, da vedno gledam, da so iz Slovenije, torej da se podpiramo kot tudi majhna država en drugega, in tudi zato, ker smo si lahko bližje, ne? Torej stranka pride do vas, se z vami pogovori, si vzamete čas, in to je zame zelo pomembno. Tako se počutim varnejše, tako imam možnost, da mi nekdo, ki je strokovnjak na določenem področju, odgovori na vsa moja vprašanja. No, in kar se pa glasbene tehnologije tiče in današnjega sveta, je recimo ena zanimiva prav v povezavi z glasbo tudi NFT, ki ga mogoče najbolj povezujem s kakšnimi fotografijami in podobnimi stvarmi, ampak ne, obstaja tudi za glasbo. In dobra novica tega je, da se lahko z glasbeniki to tako dobro poroči, na način, da ni vmesnih členov, ampak da smo glasbeniki brez posrednikov vmes
v stiku z našo publiko oziroma našimi, kako naj rečem, naročniki oziroma našimi kupci. In da vmesnih členov ni, torej gre ves denar, kot je podobno na Bandcampu naprimer, ali pa še na kakšnih drugih glasbenih platformah, da gre vse glasbeniku, torej ni založbe, ni posrednikov, ni publisherjev in tako naprej. To je dobro, zato ker danes se potem ves denar, tudi zaradi tega, ker se pač več ne prodajajo CD-ji, nosilci zvoka, tudi zaradi tega, ker je manj koncertov in tako naprej, se ta denar v bistvu še bolj razprši, ga je manj. No, NFT je recimo ena taka priložnost, da lahko glasbenik več zasluži in posledično lahko tudi od tega živi in ustvarja kvalitetnejšo glasbo. Ok, super, hvala, je zelo izčrpno, zelo lepo povedano. Ok, ustvarjaš na področju glasbe, ustvarjanja oziroma na ta način ustvarjaš nek kapital. Razmišljaš pa tudi o temu, da nek svoj kapital, da tudi dela potem kasneje zate, da samo ti ne delaš zanj. Ja, tako je, ja. In to mi je zdaj prav poseben izziv, tudi v sodelovanju z vami. In tudi pravzaprav sva danes tukaj, da ljudem poveva, da to ni nek bav kot prvo. Tudi jaz, ki se s tem področjem nisem ukvarjala, ko sem prišla do vas, mi je bilo zelo hitro jasno, kaj to je, ne? Ta abstrakten koncept nečesa, kar ni tako zelo prijemljivo, pa vendar lahko je in to zelo, ker lahko nam spremeni življenje. Drugo je pa to, kar slišim zelo okrog in ko se z drugimi o tem pogovarjam, z najrazličnejšimi ljudmi, z najrazličnejših področji in statusov, da jih je strah, ker je zdaj dejansko čas nekega kaosa, krize, po pandemiji še več strahu nas, ne? Ampak eden od modrecev, tudi med vašimi predstavitvami je, se opravičujem, če ne vem točno njegovega imena, pa naj se izpiše spodaj. Warren Buffett verjetno. Ja, točno, prav. Ok, se učim počasi. Ampak kaj je rekel, ne? Da točno v takem obdobju, v takih kriznih obdobjih skozi zgodovino človeštva moramo odreagirati na način, da s pogumom, tudi z malce tveganja, ustvarimo nekaj za našo prihodnost in da je ravno obratno prav to pravi čas, da naredimo ta korak. Tako, verjetno se strinjaš, da tudi skozi tvojo kariero si sprejela neke težke odločitve in ravno tiste so ti prinesle najboljše rezultate. To je ta, kot rečemo, out of comfort zone. Ja. Ne? In ponavadi, jaz se ne spomnim, kdaj se ne bi obneslo. No? Tako da, jaz bi se ti zahvalil danes, Tinkara, za tvoj čas, za tvoje poglede na celostno, na nas, na sam trg in upam, da se še kaj vidimo v kratkem, pa da tudi kaj zapojemo, odigramo drugič skupaj. Drugič prinesem še flavto samo. Tako, najlepša hvala tudi tebi in tudi jaz se veselim še kakšnega srečanja. Lepo bodi, se vidimo. Enako. Čau. Čau, čau.